Les je že od pradavnine zvest sopotnik človeka. Predstavlja strateško surovino, ne samo Slovenije, ampak tudi sveta. Je material, ki človeka nagovarja s svojim izdelkom in če ga primerjamo s cementom, jeklom ali aluminijem, pokaže tehtnica večkratno prednost lesa glede porabe energije pri gradnji. Nagovarja nas svojo nežnostjo in toplino, pri čemer mu inovativno oblikovanje, raznolika raba v proizvodnji, obrtni in rokodelski dejavnosti dajajo visoko dodano vrednost. A veličastnost lesa je dosti večja. Tu ne gre samo za energijsko in ekološko bilanco, pomembna je tudi njegova življenjska zgodba. Les je namreč naša materija, saj je gozd, ki nam ga daje, izjemen ponor ogljikovega dioksida in nenadomestljiv proizvajalec kisika. V hektičnem in negotovem času, ki ga živimo, pa v ospredje vse bolj prihaja tudi terapevtska funkcija lesa. Maja in Grega Šilc sta namreč ravno skozi les razvila izviren način, kako preživeti v zaščitenih naravnih habitatih. Skozi gozdne terapije in tenkočutno doživljanje lesa vzpostavljata enakovreden odnos med človekom in naravo. Tako ohranjata kulturno dediščino ter negujeta spomin na svoje prednike in na vse tiste, ki so skozi stoletja, ravno s predelavo in obdelavo lesa, vztrajali v teh pogosto surovih ekosistemih, ki se ponašajo z bogato biotsko raznolikostjo in kjer je vse podrejeno zakonom narave. Mogoče je noro, ampak midva razumeva les kakor našo nafto. In na nek način je to tisto naše bogastvo, ki pa ni sam tako, kakor je tudi Maja velikokrat pove, samo da požagaš, pa imaš pač deske ali pa pokuraš, ampak je to tudi tisto, da prideš ti v gosti in v njem uživaš in zraven še opazuješ ta les v vseh različnih oblikah. Ko še raste, ko je posekan strani človeka ali pa ko sam od sebe pade ali pa prignije, če lahko temu tako rečemo. Ja, te strasti sem se nalezla, oziroma to mi je bilo položeno že v zibelko prek mojega očeta, ki je bil revirni gozdar in on me je že kot majhno punčko imel s sabo v gozd, mi razlagal o drevesih, o lesu, o povezavah, skrivnostih. V levi roki imam desko, dilo, v desni roki imam pa šinkelj ali pa skodlo, kakor je pravilno slovensko. In glavna razlika med njima, obe dve sta iz smrekovega lesa, glavna razlika je pa med tem, da desko ali pa dilo se pa žaga, medtem ko se pa šinkelj oziroma skodlo cepi in kolje, lahko tudi rečemo. Zato uporabljamo različna orodja. Tukaj imamo žapoho, dušilnico in pa ki ali pa čej, rečejo bohinjci tudi. In v bistvu s temi tremi preprostimi orodji se da šinkeljne narediti. In sicer tako, da jih razcepimo. Posebno šinkeljno je ravno v tem, da se zato, ker se cepijo, se pravi ne prekinemo nekega naravnega toka teh letnic, ker pomeni, da imamo trdi in mehki les, ki se izmenjujeta in to zagotavlja tisto avtentičnost, pa obenem tudi ful dobro obstojnost, saj smo le na Gorenjskem, tako da je fajn, da dolg cajt ta stvari gverajo. Voda teče skozi te mehke grabence, če lahko rečemo, ali pa te žlebičke, spira mehek les, medtem ko trden pa ostaja in to je ena tista posebnost skodle ali pa šinkeljna. Ampak še pred tem se moramo pa zavedati, da držim tudi tole, ki je raslo, ne vem, 80, 100, 120 let. In si predstavljaš, kaj se je vse v tem cajtu zgodilo, pa je to drevo doživelo ali pa bilo takrat na tem mestu. Ne vem, mogoče nekje tukaj se je rodil Shakespeare ali pa nekje tukaj je, ne vem, Prešeren pisal Zdravljico. Ko primemo v roko, imamo del zgodovine v roki, ki ga pa razcepimo, se pa spomnimo na nek način tudi na naše, bomo rekli, pretekle generacije, ki so pogruntali, kako ga morajo scepati, pa kaj lahko z tega lesa vse naredijo in uporabijo za to, da jim bo življenje po eni strani lažje. Jaz skozi gozd stopam z enim spoštovanjem predvsem. Večinoma bosa, da je ta stik, rada imam ta stik z zemljo, z gozdom. V gozdu se počutim doma. Ta prvinska povezanost z gozdom, z naravo, ki je v vseh nas, pa jo počasi smo izgubili. Jaz jo pa probam ohranjati, pa tudi spodbujati obiskovalce, da jo začutijo spet. Ni nama fora, če lahko tako rečem, samo v tem, da pač nekam usvojimo en hrib, čim hitreje gor, čim hitreje dol, čim več kilometrov, višincev narediti karkoli, ampak nama je pomen, da pač ljudem pomagava mogoče malo odpreti oči pa jim povedati kakšno zanimivost v povezavi z lesom ali pa gozdom kot takim, ki jo mogoče so vedeli, pa so jo pozabili,
ali pa je sploh še niso vedeli. Za mano je posebna hiška, tako imenovana kožarca. Cela je v bistvu lesena. Včasih se je uporabljala za bivanje gozdarjev, ko so šli gozdarji recimo čez zimo sekati les in so si naredili zelo taka preprosta bivališča iz kože, iz lesa, ki so ga dobili v gozdu. Je uporabljalo v bistvu za zavetje, za skuhati si hrano, za prespati. Ko stopam bos skozi gozd, me gozd opominja na svojo majhnost, ranljivost, obenem pa tudi minljivost. Tako kot smo rekli, en takle šinkelj je precej več dol skozi, kakor bom najbrž jaz. In vse te drevesa, ki nas obdajajo, bojo tukaj še mnogo za nami in prav zanimivo bi bilo slišati, kako bi one to zgodbo pripovedovali, kaj so vse videle pa doživele. Upamo, da bomo lahko tudi mi saj del teh občutkov, ki jih mogoče midva z Majo doživljala v gozdu, prenesla še na koga, ki nas obišče. Močno vez z lesom pa ima tudi kozolec, spomenik slovenskega ljudskega stavbarstva, ki ga je občudoval že Valvazor. Območje njegove gradnje se prekriva z območjem rabe slovenskega jezika, zato kozolec označuje tudi meje slovenskega etničnega ozemlja, saj jih najdemo vse od Benečije pa do Južne Tirolske, povsod tam, kjer živi slovenska manjšina. Kozolci predstavljajo tako izjemno arhitekturno in krajinsko identiteto, da jih lahko primerjamo celo z japonskimi svetišči ali pa grškimi templji. Imajo svoj red in logiko, čeprav so jih naši predniki gradili brez narisanih načrtov. Obrtno znanje se je prenašalo ustno iz roda v rod in skoraj neverjetno je, koliko konstrukcijskih detajlov in zapletenega izročila so naši predniki namenjali spravilu sena in orodja. Tekom stoletij se je tako pri nas razvilo 5 osnovnih tipov kozolca. Začne se z zelo preprostimi ostrnicami, ki tudi približno še niso kozolci. To je pač ena prikrajšana smreka, drevo, na katerega potem zelo umetelno znajo navesiti, obdevati seno ali pa tudi žito. Potem seveda se da 2 taki ostrnici postaviti vzporedno in čez date navadno vejo, pa dobite že nekaj, kar po svoje začenja spominjati na kozolc. Pa to še ni. In potem kar naenkrat dobite tisti kozolc, ki mu mi rečemo, da je stegneni in je enojni. Mnogi mu rečejo, da je gorenjski, pa to sploh ni res, kajti dobili ga boste povsod po Sloveniji, seveda ponekod malo več, ponekod komaj kakšnega, ampak marsikje po Sloveniji so, povejmo še to, pravzaprav so kozolci v Sloveniji v vseh pokrajinah razen v Primorju in v panonskem svetu. No, iz enovnega kozolca gre stvar naprej. 2 enojna postavita vzporedno, treba jih je povezati in imate dvojni stegneni kozolc. In otroci, ki gledajo recimo našo razstavo, makete, so vprašani, kaj bi pa vi popravili pri teh 2 vzporednih enojnih stegnenih kozolcih. In vsak reče, jaz bi eno streho naredil. In na ta način se približamo zgodbi o dvojnih kozolcih, ki mi rečemo toplarji. Dvojni, toplt, toplar. Vmes je še eden, ki je strašno zanimiv, je tako, da bi zmanjkalo ali prostora ali pa gradiva za toplar in ga naredijo nekako na pol, strani spominja malo na kozla ali na psa, zato se mu tudi tako reče. Torej, koliko sem vam zdaj tipičnih slovenskih kozolcev naštel? Ja, kar 5, ne? Ampak seveda krona vsega tega so pa nedvomno toplarji. To so pa te gradovi brez oken in vrat. In tam se seveda na nek način izkaže tudi vsa umetelnost, vse znanje tistih, ki kozolc znajo postaviti. Take zgodbe, zgodbe o ljudski arhitekturi, kar naš kozolc je, nima noben narod na tem svetu, pika. Ampak je treba povedati, v Sloveniji, v različnih pokrajinah je ponekod les pravzaprav tako dragocen, da so ga uporabljali za kaj pomembnejšega, ne samo za kozolce. Bom rekel, ker je treba reči v tem loku, recimo od Železnikov čez Sorico v Baško grapo proti Tolminu, boste srečali cel kup kozolcev, ki so zgrajeni iz kamna.
Zaradi tega, ker je tega materiala tam, da ga ne prešteješ in so seveda bili na nek način varčni in so to seveda tudi uporabili. Vendar je les v tem primeru car. Mi imamo pač nekaj, kar pri kozolcu preprosto mora biti zraven. To je hrast za tiste najmočnejše dele, recimo temu statika, to je vse povezano in je seveda močno. In potem imamo tisto, kar gre na streho, to je ponovadi smreka. Kadar hrasta ni, recimo v tem alpskem svetu, pogosto uporabijo tudi macesen, ker je trajnejši kot pa seveda smreka, tako da velikokrat iz macesna naredijo stebre in te vitalne, najbolj močne dele. Ta les pravzaprav zori na naraven, na trajen način. Namreč vedeli so tudi, kako ta les pripraviti. Danes se ga žaga, včasih se ga je tesalo. Če je tesano, se pravzaprav ustvarijo neki žlebiči, letnice, po katerih voda odteka, skratka male skrivnosti velikih mojstrov. To se še najbolj pozna pri kritinah. Recimo iz lesa so v dobršnem delu Slovenije delali tako zvane skodle ali šinkelne. Šinkel, pravilno narejen, bo zdržal tudi 40 let. En šinkel, ki je žagan, bo zdržal 20 let. Ta ponos, ki se veže na kozolce, še danes živ. Čeprav ga danes več ne uporabljajo povsod, da pa vsak reče kmetiji, kozolca pa namo podrli je že 100 ali pa 200 let pri hiš, jaz znam tisto, ki ga podrl. Gre za ponos in gre za izjemno spričevalo znanja, obrtniškega znanja tesarjev, cimpermanov, krovcev. In profesor Juvanc je točno napisal, kozolc je edina etnična arhitektura, kar jih poznam. In ta etničnost je enako slovenskost. Kjer je kozolc, tam so tudi na nek način Slovenci ali pa naše stare prasledi začetkov. Tako da moramo biti ponosni na ta unikum. Namreč vi lahko z lučjo pri belem dnevu iščete še kakšno podobno deželo na tem ljubem svetu, pa vam povem, da zgodbe kot so kozolci na Slovenskem ne boste našli nikjer. Zato smo mi na vrhu zgodbe in zaradi tega smo pravzaprav prepričani, da tudi pobuda, da je treba kozolc umestiti na UNESCO-ovo svetovno kulturno dediščino, še kako drži in jo je treba speljati. Dediščina je dobrina podedovana iz preteklosti in vse pogosteje arhaična poslopja z značilno kmečko arhitekturo in ljudskim stavbarstvom, vse od kašč, senikov, kozolcev pa do nekdanjih svinjakov, dobivajo novo življenje skozi turistične oziroma bivalne enote. S pravilno prenovo se tako skozi leseno arhitekturo ohranja ne samo kulturna dediščina v sodobni preobleki, ampak tudi vse bolj izginjajoči zgodovinski spomin o širšem prostoru in času, ki ga živimo. Nazaj k rokodelstvu, nazaj k naravi, ni le geslo, ampak način življenja. Samo da imaš dobro idejo, da imaš pridne roke, da imaš domišljijo in da imaš voljo, da ustvariš nekaj unikatnega. Jaz sem iskala oziroma želela neko unikatno mizico za svojo dnevno sobo. In ker jo nisem najdla, sem se odločila, da jo bom naredila sama. Predznanja, bom rekla, nisem imela. V moji glavi je moja domišljija, pa moje pridne roke, sem si rekla, kaj pa je? Vzameš les, začneš delati. Če rata, rata, če ne rata, ne rata. Če imaš voljo, če imaš pridne roke, če imaš dobre ideje, na koncu je rezultat tak, kot mora biti. Les je živa stvar. Ti daje energijo, ti daje toploto, ti vrača vse tisto, kar, bom rekla, pogrešamo v človeškem svetu. Sploh mi je pa všeč, da je stvar unikatna, da jo ni, rečemo, ne vem, miza ta ali ta, da jo ni enake na svetu. In tudi ne moreš poustvariti, bom rekla, še ene kopije take. Ni pogojev. Zavržen les mi daje izziv, v njem vidim potencial, ali ga najdem v gozdu,
Če ga ne najdem, ga grem kupiti. Včasih tudi na odpadu lesa, kaj poberem. Pravzaprav je iz vsakega kosa lesa narediti zanimivo nekaj novega. Prva stvar, s katero sem začela, so bile mizice, potem lučke, namizne svetilke, potem ure in zdaj zadnja stvar, ti podstavki za pasjo hrano in vodo. Ko grem v gozd na sprehod in iščem primerne kose lesa, nikoli ne sekam, nikoli ne režem, ampak vedno samo poberem, kar je narava odvrgla. Na krilih uporabne lesene arhitekture pa se selimo na območje Kočevske, ki velja za najbolj gozdnato območje Slovenije. Tu se razteza največji strnjen gozdni kompleks v tem delu Evrope in v vasi Koče, samo nekaj kilometrov stran od Kočevske reke. Na nekdanjem zaprtem območju se nahaja največja pokrita lesena maneža v Sloveniji. Simbioza lesa in živali pride tu še posebej do izraza. Les da toplino, da lepoto in čvrstočo. Les ima dolgo življenjsko dobo in so taki objekti praktično za skozi. Ta nosilec, ki ga tukaj gledate, je bil leta 1983 ugrajen v hleve v Žabnici v Ljubljani. Leta 2016 se je Ljubljana odločila, da bo podrla te objekte in jaz, ko sem to opazil, sem to ograbil in sem sprojektiral in sem jih ugradil tukaj. Kmetija je les, ni plastika, ni umetni materiali, pa tudi kovina ne. Nikoli se ne moreš počutiti v plastiki, v lesenem objektu tako kot les. Les nam nekaj da, kar je posebnost, ne bo to koča, ne bo karkoli. Les smo mi morali biti zanemarili v preteklosti, ampak les vse bolj prihaja kot arhitektura, kot življenjski udoben prostor. In vidite, da vse velike športne dvorane nastajajo iz lesa. Tako kot človek se tudi žival počuti. Mi, ki imamo športne konje, ki moramo dati pozornost na hrano, na vse naporne treninge in seveda v takem objektu se žival fantastično počuti. Jaz bi še danes rekel, da delno naši arhitekti in projektanti nimajo dovolj izkušenj in se malo izogibajo projektiranju lesenih objektov. To je neka dediščina socializma, ko smo gradili beton, ko smo gradili izključno opeko. Zdaj seveda te mlade generacije z dobrim vzornim ogledom nama severne sosede, ker je praktično že bencinska črpalka v lesu. Kočevje ima tradicijo lesne industrije, ki je 90. leta na nek način ugasnila. Zdaj seveda se obnavlja in mi se zdi, da je z prihodom Slovenskih državnih gozdov v Kočevje pričakujemo in se nadejamo, da bo se ta lesna kultura in lesni produkt v Kočevskem bodoče kot industrijski napredek, kot gospodarski napredek in ekonomski, če hočete, zelo dvignil na višji raven. Vsi materiali so živeli določen čas, les je večen in ga doživljam kot večnega. Vsi objekti, ki so v funkciji, so iz lesa. Konštrukcije, osnova, seveda nosilni del temeljev in tega je seveda standard betonskega, vse ostalo je pa les, zato ker smo mi obkroženi lesom. Les je tukaj. Jaz si ne predstavljam, da bi zdaj tukaj postavil šotor pa za seno ali pa za manežo ali pa za loker, za obračalno. To ne gre. Tukaj mora biti les. Tukaj ne gre za ekonomiko, tukaj gre za srce. Če imaš rad les, ga imaš ali pa ga nimaš. V naši sosednji državi je izjemna kultura lesa. In tudi, ko se peljejo vsi gospodarski objekti, so vsi leseni, celo industrija je lesena. In se tudi v industrijske objekte sedaj vgrajuje les. Zato, ker si hoče, to je dodana vrednost objekta. Iz mogočnih kočevskih gozdov pa k kolesarjenju, ki se zdi ob sijajnih uspehih naših športnikov skorajda nacionalni šport. In tudi tu ima les skozi oblikovanje posebno vlogo. Ja, nekako že v osnovi iz družine mizarjev izhajamo.
in kolesarjev, že pradedek je bil nek kolesar, ki je z Edvardom Rusjanom skupaj tekmoval. In potem pač te dve tradicije nekako združiš v eno skupno strast in nastane to. Sama kolesa so sestavljena iz furnirja, masive je majčkeno malo, tako da je že primarno nekoliko prediran. Lokalni les, ki je tudi estetsko lahko zelo lep, če ga pravilno obrneš. Največji izziv je v bistvu trajnost. Kolesa imajo življenjsko dobo tam 10 let plus. Tako da z mislijo na to je treba pravilno izbrati lesno vrsto, predvsem hrast, jesen, to tradicionalna, močna drevesna vrsta, tudi za gimnastična orodja, ki so uporabljene tako naprej. In potem po več poskusih počasi splezati do tistega izdelka, ki ga nekako v srcu čutiš, pa ga hočeš imeti. V povezavi s kolesarjenjem pa je pred 4 leti v Ribnem pri Bledu nastal eden najlepših kolesarskih glampingov pri nas, ki je v celoti zgrajen iz slovenskega macesna. Ko smo postavljali 4 leta nazaj, smo seveda rabili veliko lesa. Macesen za obod pa za streho je prišel ves iz Slovenije in v tistem momentu smo pobrali menda ves slovenski macesen, ki je bil v tistem momentu na voljo. Tega je bilo pa enih 600 kubikov in to je bilo treba dobiti znotraj enih 2 mesecev. Se pravi, vsi zunanji obodi, ki lahko pridajo v kontakt z vodo, z vlago, so narejeni iz macesna. Meni je pač les zakon. Drugo je pa, če pogledamo v okolico, kje se nahajamo, tukaj sploh ne moreš druge zadeve delati. To pač paše v ta okolje. Od nekdaj sem rad delal z rokami in meni zmeraj to predstavlja največ satisfakcijo, da vidim, kaj sem naredil. Zelo rad uporabljam odpadne zadeve, meni ni feeling, ni mi fora, da nekaj podreš in drevo, pa znova dela, kaj narediš, lepo je narediti stare zadeve. Prvič ima zgodovino, drugič nisi nič novega podaril. Stara zadeva je enostavno lepa za pogledati. To je patina, samo ljudje pač mislijo, da je umazana. Bom rekel, v Evropi znajo Skandinavci, pa mogoče Avstrijci, Tirolci, Italijani severni najlepše to pogledati. Pri nas še kar mislijo, da narediš tako hiško, ko se macesen postara, ki je siv, dosti ljudi na to še kar gleda, kakor da ne skrbiš za njega, da se to postara, ampak prav to je tista lepota. To se les samo zaščiti in to je patina. In to je nekaj najlepšega, kar lahko je. Mi ves star les res zelo previdno sčistimo, tako da mu ne vzamemo patine, ampak da samo, bi rekel, zgnite dele, od črvane žrte dele probamo ven porinti. Patino pa probamo ohraniti, ker ta da, bi rekel, en tak bogatstvo v pogledu. Mi imamo tudi kolesarsko zgodbo, ki se seveda zelo navezuje na les, predvsem se prepleta v tem, da mi hočemo tudi kakšne kolesarske izdelke uporabiti, da imajo funkcijo. Kar se pa tiče obstojnosti, je pa tako, 2 elementa sta tukaj konkretno pri nas važna. Eden je ta, da veš, kje uporabljati kjer les, da je obstojnost vsaj do 50 let. Če drug element, ki je pa v naši zgodbi še skoraj bolj važen, je pa ta, da imam svojo tišlarsko delavnico. Pri nas je namreč vse iz lesa. Les diha, les se zlom, les poč, les zgnije, karkoli, še posebej, če dela z starim lesom. In če bi se hotel iti to zgodbo in stalno okoli iskati tišlarje, pa pri njih naročati, je to absolutno nemogoče. Mi imamo pa svojo delavnico, če se zjutraj sobrca prijavi, da je nekaj pokvarjen, je popoldne noter novo. In to je edini način, da mi tako zgodbo lahko vozimo. Ko sem kupil hotel, sem rekel, 3 stvari imam rad v življenju in to bomo delali. In to so te 3 stvari. Kolesarstvo, les, pa uporaba odpadnih materialov. Se pravi, cel hotel smo naredili z odpadnega lesa, starega lesa. To so te 3 naše niše, kjer smo siguren te prvi, vsaj na Bledu, ampak verjetno tudi kje drugje še. Živimo v enem najbolj popolnih koščkov sveta, kjer lahko največji poklon naravi izkažemo s premišljeno in sonaravno uporabo lesa. Les je naša vez s preteklostjo in prihodnostjo. Les nas povezuje in navdihuje, ter hkrati utrjuje vizijo trajnostnega gospodarstva, ki ohranja naše okolje tudi za prihodnje generacije. Uporabimo slovenski les.